Poletje, šotori, množica več 10.000 mladih, ki prepevajo besedila največjih uspešnic. To je Reading, za številne Britance ne le festival. To je prvič. Prvič brez staršev, prvič kampiranje, prvič svoboda. Festival Reading je obred prehoda in eden največjih evropskih festivalov. Začelo pa se je precej drugače. Sprva džezovski festival je v 70-ih našel dom v angleškem mestu Reading. Kmalu je eksplodiral festival rock'n'rolla. Na njegovem odru so nastopale legende The Rolling Stones, The Who, Pink Floyd, Metallica, Nirvana. Njihovi nastopi so zapisani v zgodovino. Reading je postal romarska pot za mlade in svet igral za zasedbe. V 90-ih se je prilagodil in odprl vrata različnim žanrom, od rocka in punka do popa, elektronike in hip-hopa. Danes na njegovih odrih nastopajo največje svetovne zvezde in hkrati nove alternativne ikone. To je festival, ki združuje generacije in ujame duh trenutka. Po boku pa mu stoji festival Leeds. Od leta 1999 potekata skupaj. Isti konec tedna, isti izvajalci, enkrat v Readingu, enkrat v Leedsu. Skupaj privabita več kot 200.000 ljudi. Saj na prvi pogled ju podpira lokalna skupnost, celo tamkajšnja cerkev, ki na poti na festival obiskovalcem zastonj deli brezalkoholno pijačo. We like how many people come. Obviously it changes the town. Normally it's a lot quieter. Všeč nam je, da pride veliko ljudi. Seveda to mesto spremeni. Ponavadi je vse veliko tišje. To se nam zdi zelo zabavno, pripoveduje prebivalec Readinga. Med festivalom se v mestu močno poveča vse. Število obiskovalcev, barov, restauracij, predvsem pa cene. Nekatere nastanitve za sobo zahtevajo celo 3-krat več. Tudi festival ni poceni. Vstopnica za konec tedna stane slabih 400 €, pijača in hrana na festivalu pa sta močno precenjeni, a to je na festivalih bolj pravilo kot izjema. Nenazadnje na travniku sredi ničesar postavijo pravo malo mesto z vso infrastrukturo. Več kot 8 odrov, več kot 250 nastopov. Za marsikaterega mladega Britanca je to torej obred prehoda. Tu najstniki prvič brez staršev doživijo noči brez spanca in prvič sami taborijo. Vsi so srečni, da so tukaj, tudi taborjenje organizirano bolje kot prejšnja leta, pravijo obiskovalke. Prav tabor oziroma tabori so največja letošnja novost, saj so jim organizatorji namenili več pozornosti in jih uredili po potrebah obiskovalcev. Od klasičnega žurerskega do ekokampa, pa tudi takega za mirnejše obiskovalke ter popotnice, ki pridejo same. Že prvi dan festivala pa je bilo jasno, kdo je prava zvezda. Rožnat val kavbojskih klobukov je dal vedeti, da je večina obiskovalcev prišla zaradi Chapel Rowan. I'm a huge Chapel fan. I actually do a Chapel Rowan tribute act, Chapel Rowan. Obiskovalka, urejena kot Chapel Rowan z naslovnice albuma, je povedala, da je velika oboževalka te glasbenice ter na odrih prepeva njene pesmi. Obožujem jo kot umetnico, spoštujem jo zaradi tega, kar je naredila za kvirovsko skupnost. Svojemu stanovanju sem nadela ime Pink Pony Club. Za prijatelje sem želela ustvariti varen prostor. Sami pomeni, rešila me je na toliko načinov, je še dodala obiskovalka in zapela svojo najljubšo pesem. Princesa popa, organizator festivala, je za medij NME dejal, da je Chapel Rowan prva glavna nastopajoča izvajalka te zvrsti, pa se je pokazala kot prava kraljica rock'n'rolla. Svojo ultrapop estetiko je neverjetno uspešno prevedla v jezik benda. Zasedba, sestavljena iz odličnih glasbenic, je mlado umetnico podprla pri nastopu, ki je presegel pričakovanja. Chapel Rowan se je izkazala ne le kot izjemna vokalistka, temveč tudi kot performerka nove generacije. 1,5 ure dolgi koncert je postal zgodovinski trenutek. Na petkovem večeru, razprodanem do zadnjega kotička, so se zbrale skoraj vse duše na festivalu. Neverjetni posnetki iz zraka pričajo o presežku, ki ga je pripravila. Občutek v zraku je bil jasen. To ni le najboljši koncert festivala, to je bil koncert leta.
Chapel Rowan je pričarala občutek skupnosti, ki je navdihnil obiskovalce. Ti so na festivalu Reading uživali na koncertih zasedb, kot so Hozier, Limp Bizkit, Bring Me The Horizon, Emil and the Sniffers, Enter Shikari, The Cooks in številne druge. Nekateri so omenili grozote, ki se dogajajo v Gazi in drugod po svetu, drugi opozorili, naj obiskovalci poskrbijo drug za drugega. K temu je spodbujala tudi organizacija Safe Gigs for Women, ki se zavzema za varne koncerte za ženske oziroma za vse. Z ljudmi se pogovarjamo o skrbi za drugega in varnosti. Tu smo tudi zato, da zmanjšamo možnosti spolnih napadov in nezaželeno seksualno pozornost. Obiskovalce učimo, kako biti dober opazovalec in ukrepati, če nastane neprijetna situacija. Tako mi kot obiskovalci se lahko vmešamo neposredno in pomagamo rešiti težavo. Festival je dobro organiziran, ekipa je velika in zajema varnostnike, medicinsko pomoč, pa tudi prostore za umik od glasne glasbe. Spodbujamo ljudi, naj spregovorijo in ne pričakujejo, da bo to storil kdo drug. Občinstvo je bilo kljub mladosti izjemno uvidevno in festival se je zdel varen za vse obiskovalce in obiskovalke. Žal pa bo treba vložiti še veliko dela v ekološko plat, saj je bil prostor do srede popoldneva že prekrit z embalažami za enkratno uporabo. Tega očitno ne more izboljšati nobena iniciativa ali strategija ločevanja odpadkov. To pa je ena glavnih spodbud organizacije No Music on a Dead Planet, ki obiskovalce festivalov zavešča o čim bolj zelenem obisku dogodkov. Smo organizacija, ki promovira trajnost na festivalih in koncertih. Obiskovalce pa spodbujamo, naj vedenje prijazno do okolja prenesejo tudi v vsakdanje življenje. Naša glavna priporočila so: na festival prinesite svojo steklenico in jo uporabite večkrat, saj je na voljo brezplačna pitna voda. Poberite in reciklirate svoje smeti ter ne puščajte šotorov in druge opreme za taborjenje na prizorišču. Kljub saj navideznemu trudu in sodelovanju z organizacijami, ki spodbujajo trajnost, festivalu zmanjka poguma ali osnovnih organizacijskih sposobnosti, da bi stopil na bolj zeleno pot. Embalažo za enkratno uporabo vidite na vsakem koraku. Že prvi dan so travnik prekrili odpadki. To pa napravi resničnost njihovih trajnostnih obljub vprašljivo. Reading in njegov brat Leeds pa nista več neodvisna festivala, ki bi rasla iz ljubezni do glasbe. Danes sta skoraj prikrito v lasti Live Nationa, globalnega koncertnega giganta. In kjer je v igri Live Nation, je dobiček vedno na prvem mestu. To se pozna pri cenah hrane, pijač in vstopnic, pa tudi pri odločitvah o tem, kaj bo na odru, kaj pa bo v resnici ostalo na robu.